Je bila pa ta inkovska družba nekaj neverjetnega. Jaz sem jo krstil za prakomunizem. Ja? Namreč, oni so imeli velikega Inko. To je pravzaprav edini Inka, ostali se niso imenovali Inki. Mi po tem velikem Inku pač imenujemo ljudstvo tudi Inka, v resnici so se oni drugače imenovali takrat. Ne. Njihov jezik se imenuje Kečva, recimo. Ne. Aha. No, in ta je imel 4 ministre. In to so bili edini 4-5 ljudi, ki so imeli povezavo med sabo. Pač horizontalno povezavo, bomo rekli. Ne. Vsak od teh 4 ministrov je obvladoval 1/4 njihovega kraljestva. Vsi ostali so bili pa piramidalno povezani navzdol. Se pravi, poznali so svojega nadrejenega, svoje podrejene in tako dalje do zadnjega kmeta v zadnji vasi. Tisti kmet je recimo, kaj vem, kakšnih 10 kmetij imel enega uradnika, ki se imenoval Apakuna. Tisti Apakuna je imel nekega višjega, ki je obvladoval par takih becerkov in tako dalje. Imeli so absolutno, vsi so bili enakovredni in enakopravni. Recimo vsakeč, ko si dobil sina, si dobil en tupu zemlje. En tupu je bilo pa toliko in toliko kvadratnih metrov, ne vem ti zdaj lepo povedati koliko. Če si dobil hčerko, si dobil pol tupuja. Delati si moral in zase in za državo, toliko in toliko dni vaš čas, vsak dan, vsak mesec, vsako leto. Oni so to beležili. Ker niso imeli pisave, so uporabljali nekakšne vrvice in na tiste vrvice so obešene druge vrvice in vsak vozo je pomenilo, da je ta in ta kmet že toliko in toliko dni delal za cesarja in da je recimo predal toliko in toliko izdelkov, pridelkov. Imeli so seveda kovačev, ni bilo v pravem smislu, ker niso poznali nobenih takih kovin, ki so koristne za orodje. Poznali so zlato, zanimivo, ne pa recimo brona. Bakar so poznali, ampak z bakrom ne moreš ne vem koliko kovati recimo. Tako da tiste njihove fantastične stavbe kamnite so izdelane s pomočjo drugih kamnov. Pa si jih kdaj sigurno videl, tudi ti bomo še kakšne slike posnetke prinesti. Namreč tiste stavbe so naredili ogromni zidovi, visoki po 10 metrov, pa dolgi par 100 metrov, se popolnoma skladajo in dejansko dobesedno sem prav probal. Ne samo, da noža ne moreš vtakniti vmes med dva kamna, ampak niti igle ne moreš vtakniti vmes. Popolnoma se stikajo. Kar je pomenilo, pa še nepravilnih oblik so, tako da preden so naredili tako obliko, da je res pasala k prejšnji, so imeli postokati, pomerjati, pa toč, pa spet pomerjati. To so pač tisti prvi španski osvajalci poročali o tem, kako so te zidove zidali. Skratka, kar stvar, ki se splača pogledati. Ok, v nadaljevanju greva še naprej. Bomo pa malo že šli domov. Kaj pa pol? Ajde, čau. Pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano še vedno Janin Klemenčič, svetovni popotnik. Nekaj v glavi mi je prišepnilo, da je bilo takrat tudi neki uporniško gibanje tam, ne? Pravilno ti je prišepnilo. Ja? Ja. Sendero luminoso, če si kdaj slišal, kar pomeni svetleč, točno to si mislil, svetleča pot po slovensko. To je pa uporniško gibanje, ki ga je vodil en tak zelo imeniten upornik po priimku Guzman, ki so bili kar precej zloglasni in so precej ljudi pobili. Midva smo bila tam, kot rečeno, leta 91 in takrat so bili ravno na vrhuncu svoje slave. In so ravno tik, preden smo videli tam tja prišla, pobili 2 duhovnika, pustili so pa 3 nune, ki so bili z njima v družbi, kar ni bilo ravno popularno pri ljudeh. So pa zelo radi napadali tujce. Tako da midva sva šla pa gor na Altiplano, ker ni prav dosti policije in tam ni bila ravno najboljša ideja takrat okrog hoditi. Ampak sva rekla, bomo videli, kaj bo, nikoli ne veš. No, potem sva šla pa po zelo zoprni poti. Namreč najprej mesto Huancayo, oziroma Huancayo se piše, potem pa po Altiplanu do mesta Cusco. In v eni točki, mesto Andahuaylas, verjamem, da si že kdaj slišal zanj, tam sva obtičala in so rekli, zjutraj ne bosta šla naprej, ker ni prevoza naprej, ker je nevarno, ker so tam sederovci in bodo napadli vse, kar bo mimo šlo. In so nekaj časa obupavala, potem so pa kljub vsemu izvedela, da en kamion pa bo šel. In sva se nakrcala na vse zadnje na tisti kamion. Tam imam posnetke, ko sedim nad kabino na enih vrečah žita
je bilo pa tako, ne, kabina, veš, kako izgleda pri kamionu, ne, nad tistem sta bile dve takele vreče žita. Jaz sem se pa kaj gor spravil z mojo kamero, se pravi, sem imel samo eno roko, da se z njima držim, kamion je skakal, pa tako, da je bilo veselje po tistih cestah visokogorskih, da sem kljub vsemu mi je uspelo potem posneti nekaj tiste poti. Bova to tudi kdaj pokazala? Bova, ja, sej te vse posnetke imam že zmontirane, sam nažalost niso v najvišji kvaliteti, ampak upam, da naši gledalci ne bodo preveč obupavali, če bodo morali malo slabšo resolucijo. Sicer pa je podobna resolucija kot tista Etiopija, ki smo jo prej gledali, tako da tako strašno tudi ni. Ni. Je neč počas mora končati? Bova drugič do konca povedala Drug teden, ista ura. Greva iz katerega mesta? Pa kakšna druga zgodba. Bova se že kaj domislila, mogoče bova še kaj pogledala iz te Južne Amerike ali greva pa na kakšen čisto drugačen konec sveta. Kot da bi bil vsak teden na počitnicah. Hvala, Janin. Kaj češ božga. Hvala Se tebi. vidimo jutri. Ajde, čau.